Brezposelni. Pogoji za vpis v evidenco. Niste zaposleni, pa bi se želeli čim prej zaposliti? Prijavite se pri Zavodu za zaposlovanje in uvrstili vas bomo v evidenco brezposelnih. Pri tem lahko uporabite možnost elektronske prijave na portalu poiščidelo.si. V evidenco brezposelnih vas uvrstimo, če ste zmožni za delo, aktivno iščete zaposlitev in ste jo pripravljeni sprejeti. Pri tem pa niste v delovnem razmerju, niste samozaposleni, niste družbenik in hkrati poslovodna oseba v osebni in kapitalski družbi, niste ustanovitelj in hkrati poslovodna oseba v zavodu, niste pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmet, niste upokojenec, nimate statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let. Izpolnjevanje pogojev za vašo uvrstitev v evidenco brezposelnih preverjamo na podlagi pridobljenih podatkov iz uradnih evidenc drugih institucij. V evidenco brezposelnih vas uvrstimo tudi, če imate status dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let, kadar pridobite pravico do denarnega nadomestila, dokler ga prejemate. Ste državljan države članice EU, Evropskega gospodarskega prostora, Islandije, Norveške, Lihtenštajna ali Švicarske konfederacije. Ste tujec z državljanstvom države, ki ni članica EU, Evropskega gospodarskega prostora, Islandije, Norveške, Lihtenštajna ali Švice in imate po zakonu prost dostop na slovenski trg dela. Ste tujec z veljavnim enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo. Če ste tujec, ki v Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o pravočasno oddani vlogi za izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje ter izpolnjujete pogoje za prejemanje denarnega nadomestila za brezposelnost, dokler ga prejemate. Ne pozabite, obvezno zdravstveno zavarovanje si uredite pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje. V 30 dneh po prenehanju delovnega razmerja se nujno prijavite pri Zavodu, če nameravate uveljavljati pravico do celotnega zneska denarnega nadomestila za brezposelnost. Vlogo za denarno nadomestilo lahko natisnete z našega spleta in jo izpolnjeno predložite ob prijavi v evidenco brezposelnih.